tvoje prvo navodilo? Če bi danes Luka bil tukaj not na sedežu. Zelo dobro vprašanje, sicer mislim, da je to vse bolj kot ne teorija. V praksi grejo verjetno zadeve malo svojo pot. Tako kot si že omenil, zelo pomembno je, da se poskušamo umiriti, da malo zadihamo, da ne panično neke hitre reakcije, če ni življenje ogroženo, če nismo ogroženi zaradi prometa ali pa neke druge zunanje situacije in če so ljudje zavestni oziroma da je zadeva kontrolirana, da niso življenjsko ogroženi. Da ni kakšnih težkih poškodb. Tako. Oziroma da niso nezavestni, da je dihanje in tako. Potem zagotovo imaš čas, se probaš umiriti, zadihati, pogledati situacijo in potem, če se da, če si dovolj priseben in da si pri moči, se počasi začeti reševati, eden po eden. Reševal se bo najprej tisti, ki ima verjetno največ prostora. Največ prostora ali pa najboljši možen izhod? Tako, ker seveda situacija se razlikuje. Predvsem je pomembno to, da ni tistega paničnega reševanja, da bi se čim hitreje želeli vsi odpeti, po možnosti kdo pade na glavo, si poškoduje hrbtenico, vrat. Res, če se da, počasi, preudarno in pa seveda takoj, ko je možno, klicna pomoč, ker najbolje, da pridejo na teren čim prej profesionalci, ki bojo potem strokovno prevzeli zadevo. Mogoče še ena stvar, ko se vozilo ustavi, ko se konča samo dogajanje, ko se zadeva stabilizira, človek rabi tudi nekaj časa, da se zorientira, ker če pride do večkratnega prevračanja, da veš, kje je zgoraj pa kje je spodaj. Tako da tudi iz tega vidika je smiselno to parkrat zadihati, se poskusiti umiriti, oceniti situacijo, potem pa lepo korak za korakom. Kako v praksi izgleda, če ne pripet potnik? No, nismo riskirali, ampak mislim, da bo jasno. Že pri nič hitrosti, ko se delujejo relativno majhne sile oziroma deluje samo sila gravitacije, varnostni pas opravi ogromno funkcijo, kaj šele, ko gre zares, ko so sile ob trku in energija veliko večje. Dostikrat slišimo razne gostilniške debate, kako je po čudežu nekdo preživel prevračanje zaradi tega, ker ni bil pripet in ga je avto pravočasno izvrgal in ga ni pomečkal in to mu je rešilo življenje. Vemo, da je to dobesedno igranje s smrtjo. Tista promil ali pa verjetno še manjši del takih je, ki dejansko jo odnesejo brez nekih hujših poškodb, pa da niso bili pripeti. Veliko več je pa takih primerov, ko umrejo zaradi tega, ker niso bili pripeti. Varnostni pas je sistem v avtu, ki je rešil največ življenj do zdaj. Varnostni pas je tisti, ki vas bo zadržal poleg pravilnega položaja v avtu, v sedežu, je tisti, ki vas bo zadržal v varni poziciji in omogočil tudi, da sistemi dobro delujejo in opravijo svojo nalogo. Ko se rešiš iz razbitine, prevrnjene razbitine, kaj najprej storiti? Pomagaš ostalim oziroma takoj, ko je možno, klicna pomoč. Prva stvar. Zavaruje se kraj nesreče, preveri, da ni možnost kakega naleta oziroma kakih drugih zunanjih dejavnikov in potem klicna pomoč. Če obstaja nevarnost ognja oziroma da se bo nekaj vžgalo, mogoče par indikatorjev. Torej, na začetku, po trku, se pogosto pojavi bel dim, oziroma to so pare od vseh tekočin, ki se razlijajo po razgretih delih motorja in tako. To je nenevarno in tukaj ni nikakršnega razloga za preplah, za paniko. Problem pa nastane oziroma nevarno postane takrat, ko dim ratuje siv oziroma črn. Takrat pa pomeni, da je prišlo do vžiga in takrat je potrebno nemudoma vse ljudi spraviti iz avtomobila. Nevarnost, da bo avto eksplodiral oziroma kaj takega, je praktično ničelna. Tega ni, to je v filmih. Torej, požar, ko enkrat se začne, se hitro lahko razširi, tako da čim prej ljudi ven iz avta. Luka, in pa tisto, kar nas je vse strah, da je avto na streho obrnjen pod vodo. Tudi v tem primeru, se pravi, je nemudoma potrebno zapustiti vozilo. Če je gladina vode majhna, potem se poskuša prva stvar spustiti šipe, če ne gredo, poskušati razbiti. Če govorimo o sprednjih šipah, eden od spodnjih kotov in vedno udarjamo v isto točko. V roki držim pa eno čudežno orodje, ki dejansko rešuje življenje. Na eni strani je to, se pravi, vzmet za prebijanje stekel in pa na drugi strani nož,
za prerez varnostnega pasu.